En lep pozdrav vsem, ki nam ni vseeno. 130.277. To je številka brezposelnih na včerajšnji dan, iz uradne evidence. Sprašujemo se, kakšna je realna številka. 73% mladih, ki imajo delo, dela iz meseca v mesec, zato da lahko preživi preko pogodb o delu, avtorskih pogodb, SP-jev, študentskega dela, brez prihodnosti. Vsak četrti samostojni podjetnik živi pod pragom revščine. V času, ko vsak četrti državljan ali državljanka mesec začne z mislijo, kako preživeti, kako plačati stroške za elektriko, vodo, smeti, ogrevanje in ob tem ne stradati, si piščica privilegiranih na stroške večine privošči izplačevanje nagrad za negativna poslovanja državnih podjetij, privoščijo si deljenje stolčkov na vladi, kjer kalkulirajo, kaj to pomeni za kvote njihovih strank in za procente na naslednjih volitvah. Vse skozi med ljudi vnašajo delitve, da se ne bi uspeli poenotiti proti njihovim pokvarjenim potezam. Dovolj je. V času, ko se vsak dan v naši bližini odvijajo žalostne zgodbe, nam predsednica vlade kot poceni reklamo obljublja, da se davki in prispevki ne bodo več zviševali. To ne drži. Zviševanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za SP-je, večja davčna obremenitev za vse, ki delajo preko avtorskih pogodb, zvišanje obdavčitev študentskega dela in še kaj bi se našlo. Drugič, mladim obljubljajo nove zaposlitve. 2 dni nazaj je Evropska unija opozorila Slovenijo, da je ena izmed 3 držav, ki sploh ni predložila načrta za izboljšanje problematike zaposlovanja med mladimi. Kdo bo za to odgovarjal? Obljubljajo nam več dialoga s civilno-družbenimi organizacijami, postavili so celo sekretarja. Kaj se je od takrat spremenilo? Obljubljajo nam sekretarja za mladino pri predsednici vlade. Kaj bo to spremenilo? Bo vlada bolj poslušala mlade? Se bo slišal glas mladih? Ali bojo zopet delali delitve med mladimi? Spremenili smo delovno zakonodajo. Zapisali smo v zakon o delovnih razmerjih 80% dela pri istem delodajalcu pomeni redno delovno zaposlitev. Kaj nam pomeni zakon, če se ne izvaja v praksi? Kaj je naredila država za to, da se izvaja tak zakon v praksi? Popolnoma nič. Iz nas delajo poslušne državljane, samostojne podjetnike, ki se borimo, da preživimo iz meseca v mesec, nepovezani, vsak v svojem kotičku, da lahko še naprej mirno kradejo. Naveličani smo spremljati afere, ki se redko končajo s sodnim epilogom. Smo pred zakonom res vsi enaki. V gibanju za dostojno delo in socialno družbo smo pripravili 12 zahtev. Naslovili smo jih na predsednico vlade ter na posamezna ministrstva. Odgovore zahtevamo do konca marca. Naše zahteve so: prvič, omogočanje enakih možnosti dostopa do dostojnega in produktivnega dela pod pogoji svobode, pravičnosti, varnosti in človeškega dostojanstva tako ženskam kot moškim. Drugič, pripravo sistemskega razvoja zaposlovanja v Sloveniji. Tretjič, takojšnje prenehanje slabšanja položaja prekernih delavcev skozi dodatno obdavčevanje samostojnih podjetnikov, delavcev preko avtorskih pogodb in podjemnikov. Četrtič, sprejem in upoštevanje ukrepov proti diskriminaciji na delovnem mestu. Petič, povečanje števila inšpektorjev za delo, ki nujno preverjajo tudi upoštevanje delavskih pravic. Šestič, večjo učinkovitost in varnost delavcev pri sodnih postopkih zaradi kršenja delovnopravne zakonodaje. Sedmič, aktivne integracijske programe za migrante, iskalce azila in begunce. Devetič, takojšnje prenehanje zavajanja javnosti o realnem številu brezposelnosti v Sloveniji. Desetič, prekinitev ignorance pristojnih ministrstev do civilne družbe, ki želi sodelovati pri pripravi boljših rešitev. 11. Odgovornost vseh, ki so negospodarno vodili državna podjetja in podjetja v državni lasti. In še zadnja zahteva, prioriteta vlade Republike Slovenije naj postane človek. Za nas sta pomembni samo 2 stvari, sedanjost in prihodnost. S preteklostjo nas ne bodo več delili.
Druži nas želja po dostojnem delu in dostojnem življenju. Povezovanje v gibanja in druge nevladne organizacije so naša obveza. Boj za naše pravice in dostojno življenje pa naše poslanstvo. Se vidimo na naslednjem shodu. Naša naslednja govornica je iz vrst kulture in moram povedati, da mi je v izjemno čast in veselje, da lahko predstavim na tem odru danes Laro Janković kot predstavnico Gibanja Trst. Dragi tovariši, sotrpini in soborci, prav lep tovariški pozdrav. Sem še vedno Lara Janković in še vedno me ni strah. In sem še vedno aktivna državljanka. Pa sej, menda živimo v demokraciji in imamo svobodo govora. Zato že 2 leti kričimo o korupciji in nepotizmu, o kraja državnega premoženja, goljufijah, lažeh, mahamo z dokazi, koga celo zaprejo, koga celo obsodijo. In kaj se od vsega tega reši? Nič. Skorumpiranci še vedno vladajo, očitno dokazujejo, da so nedotakljivi. V javnem sektorju se dogaja reorganizacija v obliki odpuščanj ali šikaniranj in izvajanje mobinga edino in samo sposobnim, marljivim ljudem. Medtem ko nesposobni, ki so prišli do pozicij zgolj in samo preko nepotizma, ostajajo trdno zasidrani in popolnoma nedotakljivi. Revežu se zruši hiša, bratu politika hiša še vedno stoji, pa čeprav smo pred zakonom vsi enaki. Propade in razproda se vse naše bisere, vodilni si izplačajo odpravnine in prestopijo v drugo vodilno službo. Imamo problem? Delavci pa ostanejo nekrivi nedolžni na cesti brez vsega. V imenu gradnje avtocest in železnic so pobirali visoke cestnine in cestne takse. Ja, sebe. Neki dela, aha, dajmo provat. V imenu gradnje avtocest in železnic so pobirali visoke cestnine in cestne takse, dobili pa smo po 5 letih zamude pol države hitrih cest namesto avtocest, o železnici ne duha ne sluha, Dars je v krizi, mi pa še naprej plačujemo najdražje vinjete in vsako leto zvišane cestne takse. Kljub dokazom, da se nekateri zopet neobsojeni, ker so nedotakljivi, drugi, ki so obsojeni, pa se jim ne zgodi popolnoma nič. Še vedno se šopirijo na svojih pozicijah in se prav samopašno delajo, kot da se ni zgodilo nič. Eni so celo tako arogantni, da si kljub več obsodbam drznejo biti še naprej žaljivi, demagoški, destruktivni in razdiralni. Ker lahko, ker so nedotakljivi. Bravo! Bravo! Tisti, ki so sedaj celo zaprti, pa lepo zopet živijo na naš račun. Doma jih pa še vedno čaka vse bogastvo, ki so ga uspeli pokrasti in je napisano na družinske člane ali pa v davčnih oazah. Nihče jim ni odvzel premoženja,
ki so ga nezakonito pridobili. Nihče jim še danes ni pobral davka za denar prenesen v davčne oaze, ker je nekdo, ki je očitno imel korist od tega, tako vešče spisal zakone, mar ne? Politiki prelagajo odgovornost eden na drugega, vseeno pa so lepo v sožitju uspeli pokrasti vse in si prilagoditi zakone v svojo korist. Obenem pa sprenevedavo in hinavsko pridigajo, kako se trudijo najti prave rešitve in prave ukrepe. Do zdaj so te rešitve in ukrepi samo še bolj obubožali narod, še bolj poglobili krizo, odvzeli še več dostojanstva in služb poštenim ljudem in jim naložili še tako rekoč finančno odgovornost za slabe kredite v bankah. Krivci teh ukrepov niso doživeli, ker so nedotakljivi. Politiki pri sebi niso niti za milimeter zategnili pasu, kako lahko potem to pričakujejo od nas. Polna usta so jih reševanja socialne države in korupcije, istočasno pa vlagajo v neprofitabilen TEŠ 6, koga imajo za norca. Kot da v naši državi vodilni ne zmorejo več nekoruptivno razmišljati in ob vsaki res dobri rešitvi strokovnjakov uberejo ravno nasprotno pot. Neverjetno. Vse, kar bi se pri nas morali narediti za izhod iz domnevne krize, se ne naredi. Res dokazujejo sposobnost vodenja lastne države. Toliko gorja narediti, tolikim ljudem odvzeti osnovne človekove pravice in dostojanstvo, mladim odvzeti prihodnost, vse to za lastne koristi in pohlep. To so dejanja brez primere, brez morale in etike, brez sočutja in vesti in še vedno so nedotakljivi. A morali bi jih biti sram, ne tiste, ki so lačni, pač pa tiste, ki so to zakrivili sočloveku. Mafija! Bravo! Ne nazadnje, imamo tu še drugo politično stranko, Cerkev, ki ob obožanim v imenu vsemogočnega pobira zadnje neobdavčene cente s puščo, da se sami potem lahko vozijo v dragih avtih in gradijo palače, v katerih živijo. Ali so v najboljšem primeru za svojo nezemsko dejavnost plačani iz našega denarja in imajo do smrti v uporabi vse, kar potrebujejo. Zakaj že? Zakaj je njihov poklic tako hudičevo poseben, da ne rabijo služiti kot mi vsi? Kaj pa zdravniki, ki rešujejo življenja, a ni njihov poklic potem takem najbolj poseben? Vprašala sem se že davno nazaj, ali ne živimo v krščanski državi? Ali nas ne vodi 10 božjih zapovedi? Jih še poznamo? Ali niso to osnovne vrednote? Jaz sem bila v njih vzgojena, čeprav nikoli nisem prestopila prag cerkve, a to ni pomembno, pomembne se vrednote. Kje so zdaj duhovniki, ki bi pridigali in obujali te vrednote? Pridigali o poštenju in pravici, o strpnosti in sprejemanju, o spoštovanju in ljubezni, namesto da sprevračajo pridige v politične kampanje in demagogijo. V pravi demokratični državi, s pravo politično kulturo, moralo in etiko, bi politiki, ki so mu ugotovili kakršnokoli korupcijo in podobno, sam častno odstopil in s tem pokazal pravo držo, dostojanstvo in spoštovanje in s tem vsaj malo vrnil ugled politiki. Bravo! To se po svetu tudi dogaja in če ne odide sam, ga najmanjši protest lahko v to prisili. Mi smo na prvem mestu po korupciji, prvi po obdavčitvah, pred nami je samo Skandinavija, ki jo ne štejemo naš standard. Pa ni še nihče odstopil, ker jim ni treba, saj so nedotakljivi. Je pa zato odstopila protikorupcijska komisija. In zakaj so tako nedotakljivi? Zato, ker lahko. Zato, ker jim pustimo. Koliko nas je danes tukaj? Koliko? Pa ni mogoče, da nas je samo toliko v Sloveniji nezadovoljnih. Kje so vsi tisti brezposelni, lačni, razžaljeni, poniženi? Kje so vsi, ki drvijo proti temu? Jaz od politikov seveda ne pričakujem nobenih rešitev, nič dobrega in nisem več nad njimi zgrožena.
Razočarana sem pa nad ljudmi, ki se še vedno niso pripravljeni boriti za svoje pravice in za svojo prihodnost. In vsak dan sem bolj osupla, kaj vse so ljudje pripravljeni prenašati in prenesti na svoja ramena. In namesto, da bi spreminjali in ne samo prenašali. In če se zdaj seveda spomnim našega aktualnega Cankarja, ki je rekel, vsak mora najprej zaživeti kot posameznik. Nehati se moramo obnašati kot krdelo ovac in šele takrat bomo zares zaživeli. Bravo! Bravo! In tudi papež je menda rekel, da si vsak skorumpiranec zasluži mlinski kamen okoli vratu in da se ga vrže v morje. Vsaj tako piše Vedrana Rudan v svojem blogu in nadaljuje, kar seveda lahko absolutno prilepim tudi na našo državo. Mi imamo kamen, mi imamo vrv in imamo morje. A nimamo ljudi, ki bi to naredili. Bravo! Ljudje česa se vendar bojite? Zgodovina kaže, da se pravica na koncu vendarle postavi na pravo stran in zlikovci so vedno premagani in zgodovino so večinoma pisali pravi zmagovalci. Zavedati se moramo, da če ne bomo sami vzeli stvari v svoje roke, nas nihče ne bo rešil. In če naši skorumpiranci ne znajo sami častno odstopiti, jim moramo pomagati. Mi jim moramo dati vedeti, da je bilo 22 let korupcije, laži, sprenevedanja in plenjenja skupnega premoženja resnično dovolj. Dokazali smo že, da smo lahko zmagovalci. Dokazali smo, da smo lahko solidarni. Dokazali smo, da se lahko združimo in tudi sami postanemo nedotakljivi in nepremagljivi. In samo združeni bomo zmagali. Zato smrt korupciji in pravico narodu.